Prehajamo na točko 4. To je predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu za obrtno cono Ormož, druga obravnava. Pa prosim gospoda Najžarja za kratko obrazložitev. Dober večer. Čisto na kratko bom povedal, da se ureditve od dopolnjenega osnutka do predloga niso spreminjale. Gre za točno umestitev 3 objektov v lokacijski načrt. Takoj po prvi obravnavi smo zaprosili nosilce urejanja prostora za mnenja. Zaradi čimprejšnje realizacije odloka pa smo ga tudi vložili v obravnavo v času pridobivanja mnenj. Zato smo tudi vložili amandma, namreč Direkcija Republike Slovenije za vode je zahtevala dopolnitev, ki se nanaša na kanalizacijsko omrežje in vodno-gospodarske ureditve. Ta odlok ste dobili tudi na mizo. Dobili pa smo vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora na predlagane ureditve. Hvala lepa. Na mizo ste dobili amandma. K temu odloku želi kdo razpravljati o amandmaju? Ne želi. Vkolikor ni razprave, dajem amandma številka 1 na glasovanje. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Prosim, če glasujete, kdo je za predlagani amandma? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za amandma glasovalo 15 svetnic in svetnikov, nihče proti. Prehajamo potem na glasovanje o sklepu, ki je zapisan na strani 19. Občinski svet Ormož sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu za obrtno cono Ormož. Prosim, če prijavite prisotnost. Sprejetim amandmajem, zraven še. Ja, skupaj sprejetim amandmajem, ja. Dajem potem na glasovanje sklep o predlogu odloka skupaj sprejetim glasovanjem. Kdo je za? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 15 svetnic in svetnikov, nihče proti. Zdaj pa glede na to, da sta tu med nami gospod Železnik pa doktor Petek, jaz predlagam, če se strinjate, da bi točko 7 premaknili in najprej obravnavali točko 7, da ne bo ta še dalj časa tukaj po nepotrebnem sedela. In če nima nihče nič proti, bi potem jaz še enkrat lepo pozdrav. Malo sta mogla počakati, pa mislim, da sta poslušala našo debato. Povabim najprej k besedi doktor Petka, pa bi prosil, če vi podate obrazložitev. Ja, seveda, gospod, jaz vam v bistvu obrazložil ta soglasje, tržno distribucijo toplote, ni tehničnega vidika, z pravnega vidika pa to gospod Železnik sedaj obrazložil. Je zato, da se v občini Ormož že nekaj časa ukvarjamo vse skupaj tudi, veste, iz naših prejšnjih razprav o izdaji koncesije za distribucijo in proizvodnjo distribucijo daljinske toplote na lesno biomaso in da smo mi v lokalnem energetskem konceptu, ki ga je seveda občinski svet potrdil pred 6, 7, 8 leti, seveda tudi dali na voljo oziroma ukrep za to, da se seveda v občini oziroma v mestu Ormož, kjer je naseljen precej javnih objektov, pride na, ko bo možnost, pride na ogrevanje, na daljinsko ogrevanje z lesno biomaso. Zdaj, teh zadev v Sloveniji se kar nekaj dogaja, glede na to, da se držimo klimatskega sporazuma in da se držimo zavez o zmanjšanju onesnaževanja okolja. Trenutno v Ptuju smo pa izdali gradbeno dovoljenje za zamenjavo kotlov na lesno biomaso v centralni kurilnici in seveda trenutno projektiramo še toplovode v samem mestu in tam, kjer še ni priključeno. V glavnem, ta tržna distribucija seveda pomeni, da se v primeru pozitivnega soglasja občinskega sveta lahko občina neposredno pogajala z izvajalcem, ki je pripravljen na svoje stroške, na svoj riziko postaviti kotlovnico na lesno biomaso kompletno z vsemi
z vsemi razvodi, toplotnimi podpostajami in postajami in seveda skotvarno in kompletno z zalogovniki in seveda skladišči goriva. Zdaj, zakaj za lesno biomaso? Ker lesna biomasa je energetsko neutralni element in nam trenutno, kakor kaže, ogromno gospodinjstev, vsaj tudi na gozdnatih območjih prehaja na ogrevanje ne za lesno biomaso tudi, ampak na toplotne črpalke in na lesna biomasa ostaja. Seveda ta lesna biomasa trenutno nima zelo visoke cene in je dovolj na voljo. Zdaj, seveda ponudnik želi seveda takšni sistem zgraditi na svoj riziko v mestu Ormož in na dno priključiti praktično vse javne objekte v mestu Ormož. To je 14 javnih objektov, vsi občinski, vključno in seveda še 3 državni. Zdaj so že določena razgovori potekali tudi z vsemi 3 ministrstvi in tudi tam se bomo potem pogodili o ceni v primeru vsega pozitivnega soglasja, ker so tiste državni objekti ključnega pomena zaradi ekonomike obratovanja. Je potrebno potem vključiti praktično vse javne objekte v prvi fazi. Zdaj, seveda, investitor ponuja, da odkupi parcelo občine Ormož, številka 230/4, ki je Ormož, približno 7000 kvadratnih metrov je velika, in na tej lokaciji zgradi toplarno, vemo, da je to v industrijski coni dejansko in ne bo v bistvu ne bo imenega vpliva na zrak v samem mestu Ormož. Zdaj, nekje je zračunano oziroma ocenjeno, da bo takšen, da je, ali pa po dejanski podatki, da je potreba pomočiti 4 megavate, 3 megavatni kotli zaradi seveda normalno zalogovnikov, ki bodo dodatno grajeni, bo potem 3 megavatni kotli dovolj in 5 megavatni kotli bi bil pa rezerva, če pri odmeru izpada lesne biomasne kotla, seveda se potem preide na rezervni vir, to je ekstra lahko kurilno olje, ki bo v rezervi. Ta ne bo obratoval, ampak pri odmeru izpada, da zagotovimo kontinuiteto in da ni izpadlo, seveda, da ne bi bili objekti na hladnem. Zdaj, kaj se tiče višine investicije, bomo tako rekel, višine investicije, ki bo zajemala odkup parcele, postavitev, kako pravijo, po moderni najmodernejši tehniki, normalno tudi tehnika se je dovolj razvita, imamo dovolj dobrih izkušnje, se pravi kotlarna, kompletno z zalogovniki toplote, zalogovniki goriva, skladiščenjem goriva, dozirnim sistemom za gorivo in potem razvodom glavnih toplovodov po mestu, vključno z stranskimi vodi in, bi rekel, javno rečejo, primopredajni postaje, se pravi toplotne podpostaje, bo zgradil vse na svoje stroške in svoj riziko. Potem seveda normalno sprojektiral in zaveza tudi dodatno, da bomo poskrbeli za to, da bo se odkupovala domača lesna biomasa. Zdaj, glede to, da bo še Ptuj porabil vse toliko, koliko Ormož, potem povpraševanje po tej sekvenci bo in tudi bo možnost postaviti tako proizvodnjo in se na tem že tudi dela. Zdaj, višina investicije bo okoli 3,2 milijona evrov, od tega planira podjetje, ki je vložilo to vlogo, da bo 2,3 milijona zagotovilo vlastnih sredstev, 900 tisoč evrov pa pričakujemo seveda od države. Ti razpisi za dolbe so še vedno zunaj in leto do 2020 imamo še to, bo še to na voljo, pol pa vprašanje, kako bo v naslednji finančni perspektivi. Vse, kaj se tiče terminskega načrta, seveda je zadeva izvedljiva, da se zgradi in začne sistem v roku 2 let. Se pravi, 2 korenine so zunaj še po starem, potem pa bi šla potem že lahko takšni sistem obratoval. In sicer pri tem seveda je ključno seveda potem odločitev občinskega sveta, potem pa pogajanja o ceni toplote, ki mora biti normalno dolgoročno zagotovljena na dovolj nizki ravni. Ne na to, da se trenutno plin, zemeljski plin, na kateri zdaj ti objekti obratujejo, se draži, vsako leto se cena dvigne, se pravi, da smo šli ven iz tistih nizkih cen in
in je pričakovati, da bo te cene še šli gor. Zdaj mi smo končali, oziroma občina Ormož je končala z sanacijo praktično v Ormožu, bo s tem končano in zadnja faza seveda je potem, da gremo še na obnovljive vire energije, ki bo dolgoročno vzdržen, samozadosten in seveda čist. Zdaj, seveda neki idejni načrti za to so že narejeni, tako da imamo vsemi, kje bo ta zadeva potekala, je pa seveda bi toplovodi potekali po občinski infrastrukturi, po občinskih cestah in zelenicah in pločnikih, kako bo to seveda tehnično možno zagotoviti. Istočasno pa, ker bo potem glavna živa, se pravi od industrijske cone pa do občine oziroma do bolnice, bo možno potem istočasno, bo to enkratna priložnost tudi porihtati vso ostalo infrastrukturo, ki je potrebno obnove, ali to vodovode, so to telekomunikacije, kakokoli. To je seveda je možno potem se dogovoriti in na tak način znižati tiste stroške, če bi to delali v sami režiji. Tako da to je iz tehničnega vidika, če kako vprašanje bomo z veseljem odgovorili. Hvala lepa. Še dalje besedo gospodu Železniku. Zakaj takšen postopek in kako je tekel ta postopek, če par besedo? Hvala lepa. Kar se tiče distribucije toplote na tem vašem območju, energetski zakon določa seveda, da lahko občina na osnovi 286. člena izda soglasje za izvedbo za distribucijo toplote na območju, seveda, če je taki koncept, ki ga je predložil ta investitor, Ebionte, ni seveda v nasprotju z lokalnim energetskim konceptom in če seveda občina ne namerava na tem območju sama izvajati to javno službo. Tu v tej zadevi jaz moram reči, da je ta investitor, ki namerava izgraditi to toplotno oskrbo, predložil vse ustrezne dokumente, kot jih določa zakon. Poleg tega pa je seveda občina izvedla javni razpis za podelitev koncesije za oskrbo z toploto na tem območju. Prijeli smo 2 vlogi, ugotovili smo, da seveda ena od vlog ni bila ustrezna, druga vloga pa glede na oceno strokovne komisije ni bila takšna, da bi zagotavljala tiste prihranke, ki smo jih na nek način pričakovali pri teh javnih objektih. In zaradi tega je potem seveda občina rajši sprejela sklep, da se koncesija ne podeli, ker je pa zdaj seveda investitor vložil vlogo za izdajo soglasja, taka vloga seveda je ustrezna, on seveda v tem primeru bo izgradil celotni sistem na svoje stroške, nosi tudi riziko, priključevanje ni obvezno, torej pomeni občina se bo opredelila, če se bo z njim pogodila, da bo on toploto zagotavljal po taki ceni, za katero bo občina lahko ugotovila, da je seveda cenejša od dosedanje. Seveda v takšno varianto ne bi šli, da bi potem plačevali več. Zakon namreč določa, da je koncesijo obvezno podeliti samo v tistih primerih, kadar bi želeli priključiti več kot 100 stanovanj ali individualnih stanovanjskih objektov in seveda v tem seveda mora biti koncesija in ker gre za tako imenovane tarifne odjemalce. V tem primeru on v tej fazi sploh ne govori o tarifnih odjemalcih, ampak govori o tistih pogodbenih odjemalcih, kot so javni objekti, s katerimi se on mora dogovoriti za tisto ceno. Pri tarifnih odjemalcih pa je seveda situacija drugačna, tam pa občina ima tudi zelo mali vpliv. Podeli koncesijo, potem pa k ceni daje samo mnenje. Ceno pa potrjuje agencija republiška. In tu imamo težave v praksi. Zaradi tega, ker da občina negativno mnenje, ko on želi ceno dvigniti, agencija pa mu ceno potrdi, ki je večja. In potem seveda občine zdaj imajo nekatere občine, ki so šle v podelitev koncesije, imajo zdaj težave, ker pravijo, saj nimamo dobenega vpliva, našo mnenje sploh ne upoštevajo, ki ga damo.
in mu izdajo soglasje za višjo ceno. Ko si pa enkrat priključen, je pa seveda se težko ravno tako enostavno odključiti, ker nastanejo kljub temu neki stroški. Zato bi seveda, ker gre za javne objekte, tam pa gre za pogodbeni odnos in če boste vi ugotovili, da to, kar on nudi, da bo to zgradil in da to vam daje pozitivni rezultat, potem se bo občina priključila, pa tudi državni organi, če pa bo seveda on tega ne bo predložil v taki obliki, pač ne boste potrdili. Zakon namreč pravi, če on v 3 letih ne zgradi, začne z izgradnjo teh objektov, do katera je dobil soglasje, da lahko občina soglasje prekliče. Kar pomeni, da lahko potem, če on tega ne bi zgradil, vas ta sklep več ne zavezuje, lahko ta sklep prekličete, pa boste seveda potem izvedli drugi sistem, lahko tudi kasneje mogoče šli podelitev koncesije, če to ne bi bilo uspešno. Zato mislim, da v tem trenutku ni nobenih razlogov, da mu ne bi izdali pozitivnega soglasja, saj z pravnega stališča ni razlogov, da bi mu ne izdali pozitivnega soglasja za izvedbo takega sistema. Hvala lepa. Hvala lepa še za to obrazložitev. Gospod Železnik, zdaj pa vabim k besedi najprej predsednika odbora za finance, dr. Kolmaniča. Hvala za besedo. Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja se je seznanil soglasjem za izvajanje tržne distribucije toplote za območje mesta Ormož, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje. Ta sklep je bil soglasno sprejet 7 glasovi za. Hvala lepa. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati v imenu svetniške skupine? Ni prijavljene. V svojem imenu? Bi predlagal, da bi mogoče na koncu, ko vprašanja postavili, pa bi potem na koncu odgovarjala, tako da si zapišite. Ja, prosim, gospod Kovačec. Imamo eno par vprašanj. To podjetje bi gradilo te vode po celem mestu. Pa me zanima, kje bi te vode potekali. Mi smo zdaj uredili koliko toliko naš center mesta, zdaj bomo spet vse kopali gor, ali kako bo to. Zanima me, koliko bi občina privarčevala s tem, ko bo dala to najem. Zanima me, kakšen bo resen vpliv na čisto okolje, ker je biomasa, zdaj si govorijo o nasneževanju in tako dalje. Pa zanima me to podjetje, tu BioMTech, kaj je dalo soglasje, če greš na internet, sploh nobene strani nimajo. Nimaš nobene, kaj bi rekel, kakšnega projekta, kaj bi videl, kaj so sploh naredili, ali sploh kjer ga vodijo. Nič zaposlenih, 6000 evrov obračajo letno. Kako to poteka, to me zanima. Ker sem bil pač na internetu, pa pogledal malo, kaj je to za firmo. Ničnih podatkov, razen, ko me je pač 7000 evrov kapitala. To so bolj tačna vprašanja, ki me pa zanimajo. Hvala. Še kakšna razprava? Ja, koliko ne bi prosil dobo, dr. Peter, boste vi? Torej, kar se tiče seveda topovodi, bodo šli, kot sem povedal, pač planirano je, predlog, kje grejo po cesta in po pločnikih in zelenica. Vsem seveda soglasje samo ene strani, to je občin, seveda po občinski zemlji, in seveda investitor se zavezuje, da bo vzpostavil prvotno stanje. Seveda vi, občina, koliko je meni znano, pa to bo tudi gospod župan potrdil, da seveda planira potem tem časom še zdaj neka druga dela in bi bilo potem istočasno to narejeno, ker prej se bo tu treba to in narediti. Zdaj, kar se tiče onesnaževanja, sedaj za dosti govorijo o PM takim, PM drugačnih delcih, res je, da zemljski plin čisteje zgoreva, pa ne rabi nobenih filtrov in vsega ostalega. Kar se tiče lesne biomase, danes praktično ne morete dobiti
obratovalna dovoljenja, če ne zadovoljujete zakonodajne zahteve glede čistosti dimnih plinov. Se pravi, tu bo vgrajena ustrezna oprema, vključno z filtri, tako da ne bo šlo na dimnih, se praktično nič ne vidi. Mi smo take sisteme že hodili gledati, ne samo pri nas, tudi v Avstrijo in dejansko to drži. Zdaj, kar se tiče same podjetja, normalno je, da takšno investicijo pelje v bistvu podjetje, ki je ustanovljeno v Sloveniji. Lastnik oziroma ustanovitelj, ki da predlog, je IBionte. IBionte zadaj je podjetje iz Avstrije, ki je samo pred 3 leti vložilo 80 milijonov evrov v takšne objekte, med drugim ogrevajo in Lipnico, in Grad in Graz blizu, tako da imajo dolgoletne izkušnje. Računamo še, da bo verjetno ta naša tiha želja še kaj odpadne toplote povzeli od pekarne, ki ima na voljo, se pravi, to še so potem dolgoročno dalje plani. Tako da res pa je, da je IBionte d.o.o. kot tako novoustanovljena družba v Sloveniji in preko te potekla investicija. Denar bo pa zagotovilo praktično bioenergiji, GmbH. Ja, hvala lepa. Jaz samo, če bi k temu dodal, da je tako kot je prej dr. Petek predstavil traso od industrijske cone po Ljutomerski cesti, potem naprej po Ptujski cesti do psihiatrične bolnice. Se pravi, cela ta trasa bi seveda, to bo seveda pokazalo, ko se bodo lotili izdelave projektne dokumentacije, ampak najverjetneje bo edina možnost toplovod speljati po samem cestišču, ker je v Pločniki razna infrastruktura, ker pa je z projektom obnove vodooskrbe, to, kar sem danes govoril že pri proračunu in je tik pred izdajo gradbenega dovoljenja, čez celo mesto po isti 2 ulicah predviden tudi novi vodovod, se pravi primar v duktilni izvedbi, bi seveda bilo smiselno, da bi ti 2 investiciji tekle sočasno. Se pravi, in toplovod in vodovod, mi pa imamo seveda ob taki investiciji še možnost, da se položi tudi kanalizacija čez celo mesto za optično omrežje, ki ga v mestu deloma imamo, deloma pa ne. Tako da sinergistični učinek te investicije bi lahko bil seveda večkratni, tako kot je prej bilo povedano strani gospoda Železnika, če bomo prišli oziroma če bo občinski svet potrdil pogoje, pod katerimi bi se naj ta energija za javne objekte kupovala. Z njihove strani prodajala, z naše strani kupovala. Še kakšna razprava? Kolikor ne jo zaključujem in dajem potem sklep, ki je napisan na strani 25, na glasovanje. Občinski svet Ormož izdaja družbi IBionte d.o.o. Stari trg 9 Slovenske Konjice soglasje za izvajanje tržne distribucije toplote na območju mesta Ormož, ki zajema oskrbo javnih objektov s toploto. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za sklep, ki sem ga prečital. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 16 svetnic in svetnikov, nihče proti. Jaz bi se vam rad obema zahvalil. Hvala lepa tudi za to, da sta potrpežljivo čakala in lahko noč zaenkrat. Glejte, mi pa potem prehajamo na točko, zdaj 6, če smo jih preknjižili. Pravilnik o kolektivni blagovni znamki Jeruzalem Slovenija in pogoji podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija. Pa dajem besedo magistri Karmen Štumberger, da poda obrazložitev, prosim. Ja, jaz vas lepo pozdravljam še v svojem imenu. Pred vami je ta pravilnik o kolektivni blagovni znamki Jeruzalem.
Če pogledamo samo trenutno stanje, verjetno ste vsi seznanjeni s tem, da je občina Ormož skupaj z občino Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ter javno razvojno agencijo pridobila sredstva na razpisu lokalne akcijske skupine upravne enote Ormož in sicer za projekt s kratico NOST, kar pomeni v prevodu načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju las upravne enote Ormož. Sama vrednost operacije je dobrih 221 000 evrov, od tega pričakujemo sofinancirskih sredstev v višini 150 000 evrov. Aktivnosti potekajo že od 1. marca letos in se v bistvu predvideva zaključek operacije 15. februarja, kar pomeni, da so aktivnosti zdaj že bolj v to usmerjene v zaključno fazo in vlečenje vseh teh projektnih aktivnosti na skupni imenovalec. Operacija zajema 3 vrste podprojektov. Eno je ureditev postajališč za avtodome na 3 lokacijah, 2 od teh sta v občini Sveti Tomaž z 4 postajališči in pa 1 s 4 postajališči v Ormožu. Dejstvo je, kar se tiče postajališč za avtodome, da smo mi v projektu promoviranja in privabljanja avtodomarjev že kar nekaj časa. Pobudnica za to je občina Mirna in če v bistvu intenzivno hodite po teh naših območjih, ugotavljamo lahko, da je kar nekaj avtodomarjev prisotnih na tem območju. Tudi ponudniki so prijazni na nek način do njih in jim pač omogočajo parkiranje na svojih dvoriščih in pa nudenje storitev. Druga aktivnost je ureditev tržnic za prodajo lokalnih produktov. Tu je bila občina Ormož vključena v regionalni projekt samooskrbe, to pomeni pod geslom čim krajših oskrbnih verig. Seveda to je projekt, ki je pisan na kožo naših ponudnikov in v tem času beležimo kar nekaj ponudnikov, torej vedno večje število ponudnikov, ki se združujejo pri prodaji lokalnih produktov na tržnici. Projekt ureditve mladinskega hotela z 30 postelami, z prostorom za mlade, torej klub ormoških študentov in pa sprednji del, ki bo namenjen tržničarjem, govorim o objektu na Kerenčičevem trgu, gre ravno tako k koncu in ta oprema, ki je namenjena iz tega projekta, se bo umestila v bistvu v ta sprednji del, zdaj se že nekako vidi podoba samega objekta in ta največji večnamenski prostor bo namenjen za tržničarje. No in zdaj preidemo k tretjemu delu tega projekta. Izdeluje se načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja. Zdaj pa to ne gre samo za neko teoretično zadevo, ampak smo na tem področju bili zelo proaktivni in vodili aktivno komunikacijo z ponudniki, s predstavniki javnega sektorja in tudi prostovoljnega sektorja ob sodelovanju zunanjih strokovnjakov in v bistvu tu nastaja tudi elaborat za nadgradnjo kakovosti ponudbe doživeti. Cilj namreč je, če hočemo biti konkurenčna destinacija, da se naša ponudba naših ponudnikov nadgradi v smislu doživeti. Veste, da v prejšnji finančni perspektivi smo bili vključeni v območje regionalne destinacijske organizacije Ptuj, Jeruzalem, Ormož, Slovenske Gorice in Haloze in takrat smo ugotavljali, da je potrebno za večjo konkurenčnost našega območja razviti doživetja. Ponudbo, ki v bistvu bo nudila obiskovalcem še kaj več kot samo dobro hrano in pijačo. In s tem načrtom razvoja kolektivne blagovne znamke in pa razvoja celostne grafične podobe smo korak za korak bližje k temu, da bo destinacija Jeruzalem še bolj prepoznavna, kot trenutno je. Zdaj pa sama destinacija Jeruzalem. Na nek način je to ime in poimenovanje plod pobude ponudnikov. Vrsto let se že na tem dela in tudi intenzivno se je promocija izvajala. Lahko rečemo, da smo dosegli ta konsens še dodatno znotraj tega projekta na večjih delavnicah, srečanjih s ponudniki, župani, predstavniki občin, upravne enote Ormož in pa tudi Ljutomer.
direktorji in drugimi predstavniki razvojnih agencij, recimo Prleške razvojne agencije, Javne razvojne agencije in tudi Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport ter številnimi drugimi. Samo območje je v bistvu vključeno, torej območje upravne enote Ormož, hkrati pa, kot ste lahko pogledali, pravilnik odpira vrata tudi upravni enoti Ljutomer in pa Gornja Radgona, torej območju Prlekije. S tem pravilnikom smo se nekako skušali umestiti v slovenski prostor. Navzven je destinacija Slovenija pač ena ključna destinacija, ki pač pomeni prvi izbor obiskovalcem, ki želijo priti k nam. Drugo, kar je v bistvu zdaj za novo strategijo Slovenije naredila pač država, je, da je Slovenijo iz vidika turizma Slovenijo razdelila na 4 dele in znotraj tega mi sodimo v termalno-panonsko Slovenijo. Zdaj naše povezovanje na 3. ravni pač intenzivno poteka kjerkoli je mogoče, ampak tu smo kot 3. raven navedli Podravje, Pomurje, Prlekija in še enkrat poudarjam, kjerkoli pač te možnosti so, že zdaj iščemo sinergije sodelovanja. No in potem smo tu na 4. nivoju, to pa je ta destinacija Jeruzalem, kjer pač je nekako ustoličena tudi s tem pravilnikom. Ta pravilnik določa poleg splošnih določil, podobo, način uporabe, kako se podeljuje ta pravica, način delovanja te strokovne komisije, postopek za podelitev, pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, ker verjetno nam je vsem cilj, da postavimo neke pogoje, neke kakovostne, vhodne elemente, saj le to bo pač določalo kakovost naše destinacije. Zdaj razlogi so ti, da želimo še bolj spodbuditi sodelovanje v vseh strategijah, ki se pač so delale na našem območju, območnem razvojnem programu. Vse posod je nekako kar visoko kotiralo to, da se je pogrešalo sodelovanje med ponudniki. Z tem našim projektom moramo reči, da smo dali velik poudarek temu mreženju. To pa smo ugotovili tudi tako, da odzivi so bili dobri, kar se tiče same udeležbe na delavnicah. Začutili smo pa to, da ponudniki, tudi tisti, ki recimo ne pridejo, vse te naše aktivnosti intenzivno spremljajo. Namreč do nekako smo si mogli postaviti rok, ker smo projektno omejeni glede samega imena. In tu so bile zdaj dileme, ali Prlekija ali Jeruzalem kot ta 4. nivo in je nekako iz terena prišel odziv, mora biti Jeruzalem, mi se nekako identificiramo pod destinacijo Jeruzalem. In seveda smo to z veseljem upoštevali pri tem pravilniku. Zdaj, če pogledamo naprej, gre za pravno podlago, za označevanje pridelkov, prehranskih izdelkov našega območja, jedi in pijač, rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega industrijskega oblikovanja in pa organiziranih prireditev in dogodkov. Vsi ti stroški so zajeti v letošnjem letu, kar se tiče samega ocenjevanja, v sam projekt. Za naslednje leto smo v bistvu predvideli proračunsko postavko in moram reči, da v bistvu vse 3 občine podpirajo ta projekt in smo si delili te stroške po tistem ključu, ki je bil dan ob delitvi. V primeru širitve uporabe kolektivne blagovne znamke na območje tudi Lasa Prlekije bomo z temi ostalimi sodelujočimi občinami, kasneje, ko bo to dozorelo, naredili dogovor o sofinanciranju. Pripravlja se pa tudi nek cenik, ki bo pač potem potrjen tudi na občinskem svetu, čisto po vzoru ostalih destinacij, ki v bistvu so razvite še in delajo na tem področju, toliko, da tudi ponudniki en del sofinancirajo. Ampak to predvidevam, da bo od leta 2020 naprej. Zdaj, če pogledamo lastnica kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija, je glede na vse možne variante, ki smo jih pač proučili, občina Ormož in mi smo tudi upravljalec. Sama struktura je, da smo določili v bistvu koordinatorja izvajanja aktivnosti, ki ima 2 pomočnika in v bistvu gre za pokritost in podporo županov vseh 3 občin in tudi vsi ti koordinatorji so iz vseh 3 občin. Potem bodo imenovani člani strokovne komisije, člani strokovne komisije in pa tudi komisije za reševanje pritožb.
Zdaj, če pogledate samo podobo, podoba se je tudi razvijala na vseh teh delavnicah. Na strani 5 v poročevalcu je v bistvu predstavljeno slikovno, Jeruzalem Slovenija, v angleščini highest quality oziroma izbrana kakovost bo izhajala iz podelitve. To pomeni, tisti, ki bo dobil na osnovi javnega razpisa in na osnovi ocene strokovne komisije ta znak, pomeni, da bo zagotavljal za svojimi izdelki ali prireditvijo izbrano kakovost destinacije Jeruzalem Slovenija. Podrobnejši priročnik celostne grafične podobe je še v pripravi, ampak osnovni znak pa je v bistvu tu predstavljen, to pomeni simbol, je sonce, je klopotec, so gorice in pa tudi ravninski del. Kar se tiče samega podeljevanja, je opredeljen v 7. členu. Tu v 8. členu moram reči, da so člani odbora za premoženje, finance in gospodarska vprašanja v 3. odstavku našli eno slovnično napako, ki jo bomo pač upoštevali ob vaši potrditvi, in sicer namesto njima je njemu. Potem je v 4. odstavku način delovanja oziroma poglavje način delovanja strokovne komisije za ocenjevanje predpisan in pa sam postopek za podelitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke v 5. poglavju. Zdaj, podeljena pravica bo veljala za pridelke in prehranske izdelke ter jedi in pijače 2 leti, za rokodelske izdelke in kulinarične prireditve pa 3 leta. Potem je potrebno to dati ponovno na oceno. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, so opredeljeni v 6. poglavju in sicer vsak, ki se prijavlja, mora zagotavljati ustrezno kakovost, izvor idej, surovin, postopkov, izdelave, izvedbe storitev mora biti vsaj 60% iz območja Prlekije in 100% iz območja Slovenije, razen za tiste zadeve, ki jih pač ni v Sloveniji možno recimo dobiti, riž ali pa kaj podobnega. Temeljiti mora na naravnih gradivih in pa gradivih, ki so značilni za naše območje. Prireditve pa morajo biti izvorno povezane z območjem Prlekije oziroma z običaji in navadami, ki so tukaj prisotni. Vsi morajo izpolnjevati seveda zakonsko določene predpise in biti ustrezno registrirani. Zaželeno pa je, da potem ta certifikat, ki ga bojo pridobili, seveda vključijo v svojo promocijo. Na ta način v bistvu bomo še okrepili promocijo, skupno promocijo navzven. Zdaj, kršitve podeljenih pravic in zlorabe, morebitne kolektivne blagovne znamke, tudi to smo morali v pravilniku opredeliti, zato bo imenovana komisija za reševanje pritožb, ki bo imela možnost izreči ukrepe. Pisni opomin, opomin pred odvzemom pravice oziroma odvzem pravice do uporabe, kar pomeni, verjetno se strinjate, da je prav, da se tudi spremlja samo podelitev in s tem zagotavlja kakovost. Tu je še ena napakica slovnična, ki jo bomo v bistvu upoštevali v vaši potrditvi tega pravilnika v 18. členu, v 2. odstavku. Opomin pred odvzemom pravice se izreče enako kot pisni opomin. Manjka besedica pisni. Toliko v bistvu, kar se tiče same predstavitve. Hvala lepa. Vabim besede predsednika odbora za premoženje, finance in gospodarska vprašanja. Še enkrat, dr. Pojmanič. Še enkrat hvala za besedo. Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja se seznanil s pravilnikom o kolektivni blagovni znamki Jeruzalem Slovenija in pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija. Se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Tudi ta sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi za. Hvala lepa. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati v imenu svetniške skupine? V svojem imenu? Gospod Kovačec, izvolite. Imamo to eno par vprašanj, oziroma en moj pomislek se vprašanje. Imamo pač Jeruzalem Slovenija, ki povzele pravna nota Ormož, Razkrižje, Radgona pa Ljutomer. Jeruzalem ali je Jeruzalem Slovenija, Jeruzalem veste, kaj pomeni. Eni še vedno to povezujejo z
Izraelom. In meni pa to ne vem, če glih tak prepoznavno ime, kad vse ostale tote upravne note to uporablja. Bolj bi bilo primerno po meni Prlekija. Ker sem bil nedolgo na mednarodnem rokometnem turniru, pa so se me smejali, ker so prvo mislili, kad nas so izključili iz turnira, ker so mislili, ker smo iz Izraela, ker ne bi bil kakšen mednarodni incident, ker smo pač RK Jeruzalem Ormož bili. In zato mi je to ime malo tak privlečeno. Ne vem, no, če bo tak prepoznavno, ker zdaj pod Jeruzalem smo bolj imeli bolj vina. Tu pri 18. členu ste prej pravili za opomine, pa za nekaj vse, ni časovno opredeljeno, koliko dni imajo časa za izklic seje, pa v kolikem času morate tako dati za, koliko časa lahko ni odbore, lahko ima sejo čez pol leta, nekaj nič ni datumsko omejeno. Komisija, ko bo dala nekomu to visoko kvaliteto ali izbrano kvaliteto, kaj pa če ta proizvajalec več ne dela kvalitetno? Katera komisija bo preverjala njegov izdelek? Na primer, prehrambeno je težko določiti, kjer je kvaliteten, pa kjer ni. Vsak ima svoj okus. To je zanimivo, kaj pišete, kada je v komisiji dvočlansko ali pa tričlansko in odločali o kvaliteti in o podelitvi blagovne znamke. Ja mislim, da v prehrambeni industriji se hitro spremeni kvaliteta dnešnjega izdelka, tudi glede na vremenske razmere se lahko zgodi, ker kvaliteta pade, drugo je na kakšnih polizdelkih ali pa izdelkih, ki se vidi vizualno. To so takšne moje opaske, ker sem na to malo bral, pa gledal, pa preverjal. Morda še bi se našlo več, če bi se to bolj več želje imel za to preverjanje. Samo ja mislim, da Jeruzalem Slovenija, tam bomo imeli gore malo angliško napisan, vse ostalo slovensko. Če gremo vse slovensko ali pa vse angliško. Ne vem, no. Tam mislim. Dr. Kolmanič. Hvala za besedo. Jaz bi dejansko pozdravil vsa prizadevanja pri naporih za to kolektivno blagovno znamko, ker dejansko to je tisto, kar smo potrebovali, to je tisto, da povežemo naše ponudnike, pa tudi širše v neko celoto, ki bo dovolj velika, da bo prepoznavna. Vsak za sebe je relativno mali, ampak če bomo dejansko imeli dovolj ponudnikov, bomo potem tudi dovolj zanimivi, da bomo res lahko pritegnili dejansko turiste sem. Moram reči, da z tega vidika mi je tudi zelo dober ime Jeruzalem, še posebej zato, ker ljudje postanejo radovedni, kaj pa to zdaj je Jeruzalem, vsi poznajo, se pravi, ne vem, če je kdo na svetu, ki ne bi poznal imena Jeruzalem, in potem, če se pojavi en Jeruzalem v Sloveniji, je vsakdo malo radoveden in če ne drugo, bo vse malo pobrskal, kaj to je, in ko bo pogledal vse tiste lepe slike z tega našega res bisera, potem definitivno bo to zelo dober razlog, da bo prišel sem. Tako da dejansko to je res, mislim, da ena izmed dobrih potez, ki dejansko vodi v tisto pravo smer, ki si jo želimo, se pravi prepoznavnosti. Slovenija je postala zelo zaželjena destinacija pri tujih turistih. Če sem prebral pravilno, smo uvrščeni tudi v Lonely Planet, se pravi vodič za popotnike, kjer smo dobro ocenjeni, in to definitivno pomeni, da bomo tudi dobili z tega vidika določen več obiska v Slovenijo, in za tako zanimivo tržno znamko jaz mislim, da bomo tudi dovolj prepoznavni in zanimivi za
to, da se ljudje odpravijo z Ljubljane še sem v te naše kraje in si ogledajo v bistvu, kaj jim imamo ponuditi, probajo te naše stvari, ki jih tukaj ljudje ponujajo, in jaz mislim, da je to zelo, zelo pozitivno. Tudi 2 leti se mi zdi neka normalno obdobje za preverjanje kvalitete, tako da jaz tako prizadevanje samo pozdravljam. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj ne vem, prosim, gospod Vrnek. Ja, hvala. Zdaj, če bi vedel, da vsi mu vse povedal, se niti ne prijavilo, v resnici je bilo zdaj čisto vse povedano, tudi jaz se s tem popolnoma strinjam, tudi z samim imenom, tudi z uvedbo vsega tega. Glejte, povezovanje, Jeruzalem je itak vsem znano kot turistični kraj, sam menedžment, same destinacije, mislim, da je zelo dobro tudi zadevo začrtano, treba je seveda tudi izpeljati pa realizirati na pameten način. Te zadeve v svetu obstajajo, to je prava zadeva za delanje posla iz turizma, tako da ni dvoma, da tudi nam ne bi tu uspelo. Definitivno smo to zadevo robili in zelo pohvalno, da smo se tudi tega lotili. Edino tako sem že na samem odboru upozoril, treba je napraviti čim boljši začetek, da ne bo blagovna znamka kdajkoli zlorabljena, da bo kvaliteta res tista, kot mora biti, in da bo blagovna znamka, se pravi Jeruzalem, Slovenija, nekaj pomenila, ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše, mednarodno, in da bodo se tudi turisti k nam tudi zaradi tega, da nas bodo obiskali. V svetu je polno tega, ljudi, ki okušajo kulinariko, ki imajo radi dobra vina, ki imajo radi lepe kraje, in verjamem, da je Jeruzalem ena takšnih točk, ki si zasluži posebno točko na zemlji videti, tako da pohvalno, kar se tega tiče. Hvala. Hvala. Naprej, gospod Emil Trstenjak. Ja, hvala lepa za besedo. Jaz zdaj smo že obravnavali pravilnik na delovni telesi, se bil zelo vesel, ker imamo taki pravilnik glede kolektivne znamke Jeruzalem. In moram reči, da sem prav vesel, ker se je to sodišče, kak je že tudi Simon pa danes imenovala, Jeruzalem držav. Ker te koncu Prlekije, če gremo, že sega iz Radenec, Radgona, pa vse Križevec, Ljutomera, Ormoža, zdaj pa kaj bo malo Feci še tu povedal, državo Prlekijo pa tako imamo. Glavno mesto pa je, se pravi, Železne dvere. Tako da je tako prav, da ste se to imenovali Jeruzalem, ker ti pojem Jeruzalema, to je prleški biser v tej države naše, Prlekiji, čudovite. 338 nadmorske višine. Čudoviti razgled na vse strani, od Hrvaške do Karavank, do Baltiškega jezera, se pravi do Balatona, in kaj češ lepšega. Kamkoli grem pa povem, odkot sem, prvo rečem naš biser Jeruzalem. In vsaki ga prepozna. In da ljudje pridejo, pravijo, pa tu so nebesa na zemlji. Je kaj še čemu lepšega. Res hvala, pa izredno moram reči, spoštljivi odnos imam do tega, kaj ste storili. Zdaj pa, kar se tiče cilja pravilnika. Čisto prav, da ste umestili od jestvine, pijače, vse tak dalje. Mi v Prlekiji imamo 2 čudovite stvari, ki se bo treba certifikat narediti. To ga žal nijamo. Da vam ne bi spet odmaknili, pa kaj bi rekel Hrvati ali pa Avstrijci ali pa kjerikoli. Prvo, kaj bom rekel, naša čudovita potica izhaja iz naših, iz Prlekije. To treba blagovno znamko zaščititi. Absolutno. Potem, kak mi rečemo, meso iz Tunke. To je naš izdelek, to je prleški izdelek. To ga treba zaščititi čim prej. In prav je tako, da imate tak pravilnik naravljan in tudi cilj, kaj se omogoča. Potem vina. Ja, vse pa imamo na svetu najboljše lege. Nimajo Francije, nimajo Španije, nimajo Argentini, nimajo v Južni Afriki taki lek, taki čudoviti lek, kak imamo tu za Gorice. Njega, vse pa Napoleon, kak je rekel, šipon, še bom pil, to je šipon Isaja. In gledajte, ja, zdaj pa bi se mi sramovali blagovne znamke Jeruzalem. Ja, pa to moramo biti ponosni vsi skupaj.
In čista prav je tako, da se to naredili. Prepoznavni bomo, Prlekija je tako prepoznavna, vse je že, hvala Bogu, je toliko območje, pa toliko število prebivalcev, da je kar prepoznavna. Jeruzalem pa še bolj področje Ormoža pa Ljutomera. Ja, veste, kaj si jaz samo želim? To pa se res želim. Iz srca si to želim. Da bi Jeruzalem prišel pod okrilje občine Ormož. Če je Fara pod Miklavž pa pod občino Ormož, zakaj pa še ne bi prišel pod upravna enota? To si jaz želim v bližji prihodnosti. In upajmo, da je to kdaj realizirano. Ni zdaj v našem mandatu, ni naslednjem, v bližnji prihodnosti. Mogoče pa bo. Faro že imamo, se pravi, mi imamo približno 3 vasi, okrog 250 prebivalcev, to gre pod nas. Se pravi, pod Faro Miklavž. Miklavž pa, koliko vemo, pa še bo ostal v občini Ormož. Tako da vsaka vam čas samo nadaljujte s tem in da se čim prej ta pravilnik realizira. Hvala lepa. Ja, hvala za besedo. Zdaj res skoraj nimam več kaj dodati. Nimam nobenih pripomb na pravilnik, ampak sem želela tudi pohvaliti ta velik korak, ki je bil narejen s tem. Mislim, da res gre za prvi in velik korak torej v smislu povezovanja potem vseh naših turističnih ponudnikov in pa promocije. Vem, da je bilo ogromno vloženega dela, tudi ogromno različnih delavnic, ogromno idej se je zbiralo. Tudi jaz mislim, da je pač ta Jeruzalem tudi z vidika radovednosti, mogoče ljudi res pravo ime. Mogoče bi imela samo vprašanje, ker tu se različne informacije širijo, kje točno bodo ta 4 postajališča v Ormožu. No? To sem različne informacije slišala, pa ne vem, ampak drugače pa pravilnik in sama prizadevanja pozdravljam. Še kakšna razprava? Koliko ne? Če se še enkrat prijavite, prosim. Izvolite. Ja, jaz bi najprej rekla, da sem vam zelo hvaležna za to vašo podporo, da ste prepoznali, da je bilo res veliko truda vloženega, ker ga je res bilo. Zahvalila bi se v bistvu tudi vsem ponudnikom in vsem ostalim, ki so pri tem sodelovali in so oblikovali in vztrajali z nami celo leto. In na tej točki bi pač še povabila, 14.11. imamo eno tako ključno srečanje na taverni, kjer bomo delali še na nadgradnji kakovosti ponudbe vinarjev, gostincev. Delali bomo na tem, da bojo odprta vrata ponudnikov v destinaciji v bistvu res odprta. Ker to je tudi en naš velik problem, ampak znotraj tega bomo vzpostavili v bistvu neke vrste poslovnik verige teh ponudnikov in bomo s tem začeli že v naslednjem letu, čisto po vzoru destinacij, ki to že imajo. Recimo destinacija Rogla, če dobiš njihov destinacijski časopis, točno veš, kateri dan v letu ima kdo odprta vrata. To pomeni, da se od ponudnikov ne pričakuje, da so vsak dan na voljo, ker je to nemogoče, ker imajo svoje opravila, ampak sam pove, kateri dan bo na voljo obiskovalcem. Naslednja stvar, ki jo razvijamo, je pa v bistvu tudi dobro počutje. To je ta wellness. Mi vsi vemo, da pač dr. Majerič je pri nas bil pionir na področju wellnessa in je prav, da to zgodbo potegnemo v ospredje. In 14.11. v bistvu bomo iskali vse te elemente, ki niso investicijsko tako zahtevni, da jih naši ponudniki ne bi mogli v to vključiti. Zdaj, kar se tiče samega imena, jaz mislim, da ste že lepo sami izpostavili. Dejstvo je, da je bilo promocije za samo destinacijo Jeruzalem že veliko narejeno. In če ne bi tega nadaljevali in okronali z enim takšnim pravilnikom, bi verjetno bila naša pot v nepravo smer. Kar se tiče samega pravilnika, pravilnik je standardiziran, preverjen tudi v drugih lokalnih okoljih, ki v bistvu so to že razvijali ali pa razvijajo par let pred nami, recimo Bohinjsko, Dobrote Dolenjske Brda. In ključno pri uspehu teh destinacij je res sodelovanje in vzpostavljanje zaupanja. Zdaj, mislim, da smo mi tisti prvi, ki moramo biti na destinacijo Jeruzalem ponosni in se zavedati, da imamo odlične produkte, različne produkte, kulinarične, vinske prireditve. Potrditev temu je to, da smo naredili testno srečanje 25.10., kjer je bil v bistvu povabljen tudi avtoriteta na tem področju dr. Janez Bogataj.
V mladinskem centru smo v bistvu imeli pač ta prostor in ta prostor je bil skoraj premajhen. Jaz sem bila zelo zadovoljna, ker je ogromno ponudnikov prišlo. To je ena stvar. Druga stvar pa je, da so prinesli različne produkte, da smo imeli težave, kam te produkte odložiti, ker skoraj da nismo imeli miz. In za samo evalvacijo dr. Bogataj v bistvu zavzel stališča in je šel mimo teh produktov in moram reči, da okrog 95% je bilo pozitivnih, spodbudnih povratnih informacij. Kar pomeni, da dejansko imamo odlične produkte in da jih je treba zdaj s tem certifikatom še nadgraditi. To pomeni, da morajo ponudniki dati produkte na ocenjevanje, komisija jih bo ocenila, pridobljeni bojo certifikati in potem je to ena dodatna promocija navzven. Še kje so ta postajališča? To še postajališče za 4 avtodome je v parku pri kopališču. Pri sami lokaciji, iskali smo lokacijo, kam bi to umestili, pa da bi bilo to v lasti občine, ker tam je v bistvu najmanj težav. In ob soglasju Zavoda za varstvo kulturne dediščine in glede na to, da je kopališče že umeščeno, smo dobili soglasje, da se lahko ta 4 avtodom postajališča pač umestijo znotraj tega projekta v sami park. Ja, hvala lepa. Še gospod Mirko Novak se samo malo, da vas priključim. Tako, izvolite, ja. Izvolite. Jaz imam samo en predlog, lep pozdrav vsem. In sicer 16. ko pride naša ministrica za kmetijstvo in gozdarstvo v Ormož, jaz bi predlagal, da je mogoče ta projekt malo predstavimo in povemo tudi, če pričakujemo kakšno podporo strani ministrstva v tej smeri, da bi zadeva, bi rekel, čim bolje zaživela. Jaz, če ste danes kaj prebirali Delo, je ministrica na eni strani pa pol dokaj podrobno razložila in predstavila svoj pogled na kmetijstvo danes in pa tudi perspektivo. Mene je malo začudilo, da je seveda tam na par mestih omenjeno, da bi naj se nekoliko bolj v prihodnje podpiralo velike pridelovalce prehrambenih artiklov. Pravi družinske kmetije, ja, še naprej, ampak bolj tiste, ki so večji tržni pridelovalci. Tako da mogoče bi jo takrat tudi povprašali o tem vprašanju, pa o tej zadevi, kaj misli, kako v prihodnje tudi na tem področju, pa tudi s takšnimi projekti. Pa ne nazadnje tudi ta projekt, ki ga imajo ekopridelovalci v tem delu, sigurno je zadeva, ki bi jo bilo potrebno vključiti. Še enkrat predlog, da bi mogoče takrat ministrici in z ministrico tudi o tem malo spregovorili. Hvala lepa. Hvala lepa še za to sugestijo. Jaz bi samo na to, ker še kakšna razprava, lahko to zaključimo počasi. Sem rekel to, da to verjetno 16. ne bo možno, ker pride potom neke druge zadeve in sicer tega slovenskega zajtrka v šolo. Bi pa prosil, da pač kot podžupan pridete poleg, bomo tako uredili. Je pa zaradi njenega obiska že danes tudi premaknjena ura otvoritve v zdravstvenem domu na 10:30 uro, ker je potem ima neko nadaljevanje na Ptuju, tako mi je povedala direktorica zdravstvenega doma. Tako da verjetno to takrat ne bo moglo, bi pa sve to bila ena zanimiva debata, pa jo bomo naprosili, da bi prilikom pač drugič prišla zvezi s tudi našimi ekološkimi pridelovalci. Predno zaključim, bi jaz samo 2 zadevi k temu dodal. Zdaj, problem, ki ga imamo seveda v zvezi s tem pred sabo, je zelo velik. Ta pravilnik je zdaj narejen, zdaj bi pa mogel nekdo to zgodbo nadaljevati. In dobiti človeka, ki bo to na takšen način peljal naprej, kot je to sedaj
gospod dr. Štuhec, pa tudi z občinske uprave Karmen in vsi, ki ste sodelovali, bo problem po moje številka 1, ampak to bomo morali na nek način rešiti, to vprašanje, ker če bo nekdo ne bo stalno tega poganjal, potem verjetno iz tega ne bo velikega uspeha. Drugo pa, zakaj se je s to zadevo dolgo čakalo, gledajte, mi smo predtem morali dejansko ustanoviti svoj last na ormoškem področju, da smo s tem prišle ormoške občine do prepotrebnih finančnih virov, na katere lahko sedaj tudi naši ponudniki kandidirajo, z malimi sredstvi potem urejajo ravno take zadeve, kot so dopolnilne dejavnosti in pa ekološki izdelki in tako naprej. Lasi bodo še naprej prosperirali, tudi več sredstev bi naj bilo v bodoči finančni perspektivi za te namene. Tako da, začetek to je, ne, seveda pa je to res samo začetek, ne, to še ni zgodba o uspehu, ampak tu se morebitna zgodba o uspehu komaj začenja. Tako da na tem bo trebalo še seveda trdo delati, predvsem pa si v občinski upravi v tem trenutku razbijamo glavo s tem, komu to sedaj predate, da bo to zgodbo dejansko peljal v življenje. Nekaj podobnega, kot smo lahko videli v Vulkanlandu v Avstriji. V redu, če ni več debate, bi jaz potem dal sklep, da občinski svet sprejme predlog pravilnika o kolektivni blagovni znamki Jeruzalem Slovenija in pogoji podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija. Na glasovanje pa prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Zdaj pa prosim, če glasujete, kdo je za. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 17 glasov za in noben glas proti, da je bil sklep soglasno sprejet. S tem smo končali točko 6, prehajamo na točko 7, to je pravilnik o podrobnejši kriterij in merili za olajšave plačila komunalnega prispevka za nestanovanjske kmetijske stavbe v občini Ormož. Pa prosim gospoda Klinca, da poda kratko obrazložitev. Še enkrat lepo pozdravljeni, probal bom biti čisto kratek. Z zadnjim sprejetim odlokom o dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Ormož so bili izpolnjeni pravni pogoji za oprostitev plačila zavezancem, ki gradijo nestanovanjsko kmetijsko stavbo in jo uporabljajo za lastne potrebe in pridobivanje prihodkov iz naslova kmetijske dejavnosti ter so upisani v register kmetijskih gospodarstev po zakonu, ki ureja kmetijstvo in se s tem prizna dodatna oprostitev plačila komunalnega prispevka v višini do 50%. S pravilnikom o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka za nestanovanjske kmetijske stavbe v občini Ormož se omogoča izvedbena faza prej omenjenega sprejetega odloka. Znižanje plačila komunalnega prispevka se šteje za državno pomoč in se obravnava v skladu z zakonom o spremljanju državnih pomoči. Zaradi tega smo morali upoštevati izhodišča strokovne službe Ministrstva za kmetijstvo in Ministrstva za finance. Namreč v okviru pravilnika in teh olajšav imamo dve vsebini olajšav za komunalne prispevke. To je olajšave za stavbe, ki služijo za primarno kmetijsko proizvodnjo hrane in so podvržene državnim pomočem po uredbi Komisije EU številka 1408/2013 in pa druga uredba Komisije EU številka 1407/2013, ki pa je namenjena za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Malo se sliši zapleteno, ampak dejstvo je, da sta to dve vsebini, zakaj pa državne pomoči. Kmet, ki se prijavi na razpis za spodbujanje razvoja programa razvoja podeželja, lahko dobi nepovratna sredstva za pripravljalno fazo in izvedbo gradnje hleva za krave molznice, da vzamemo en primer.
In v tistem primeru lahko v okviru nepovratnih sredstev že pridobi tudi nepovratna sredstva za zmanjšanje plačila komunalnega prispevka. V tem primeru moramo zaprositi za pristojne ministrstvo, da nam poda podatke, ali je ta oseba, ki je zaprosila za našo pomoč zmanjšanje plačila komunalnega prispevka, že bila deležna te pomoči in vkolikor je bila deležna te pomoči, ne more na našem naslovu pridobiti pomoči. Zakaj pa še imamo Ministrstvo za finance zraven? Predelovalni obrati spadajo pod spodbujanje razvoja gospodarstva in ingerenco nad tem ima Ministrstvo za finance in če ima kmet v sklopu hleva sirarno za tiste površine, ki je podvržena plačilo komunalnega prispevka za napravo sirarne, se tisti delež tlorisa šteje po uredbi za podporo predelovalnim obratom, drugi del površine pa za kmetijske namene, za osnovno kmetijsko pridelavo. Še eno določilo je, da kmet, ki dobi oprostitev tega komunalnega prispevka, ne more 10 let spremeniti vsebine namembnosti tega objekta. Ko bo ta stvar sprejeta, bomo potem tiste, ki še imajo odprte obveznosti iz tega naslova, zaprosili, da bodo se prijavili na javni poziv in bodo potem po sprejemu teh pravnih aktov, ki še jih moramo potrditi se strani pristojnih ministrstv, njim potem naknadno dodelili navedeno državno pomoč. O kakšnem številki se pogovarjamo letno, gre to nekje ocenjujemo 10 do 12-15 tisoč evrov, odvisno od investitorjev. Žal pa v zadnjem času na področju kmetijstva imamo bolj opuščanje kot nove investicije, tako da iz tega naslova ne bo nekih groznih prilivov, ki bo jih treba v občinskem proračunu nameniti. Da pa bi se še dotaknil prejšnjega pravilnika, bi rekel samo to. Ta blagovna znamka je velik izziv za slovensko podeželje in tudi za ormoško podeželje. Ključnega pomena bo, kot je rekel župan, kdo bo nosilec poslovne dejavnosti tega trženja in še enkrat, kateri certifikacijski organ bo kontroliral kvaliteto teh izdelkov. Mi, ki imamo evropsko zaščito za Ptujski Luk, imamo certifikacijski organ Bureau Veritas, ki nas kontrolira vsako leto. In tu, če želimo spostaviti nivo ponudbe, bomo morali v štartnih letih, da dopolnim razmišljanje, tu postaviti jasna pravila igre in preprečiti vsakršno zlorabo. Namreč omenil bom primer, ko so bili iz Evropske komisije, na našem primeru, samo minuto, še bom vzel časa, ko so kontrolirali prekmursko gibanico, ker niso bili izpolnjeni pogoji v smislu sestave določenih vsebin od orehov in maka in vsega tega, so potem pridelovalci, ti proizvajalci čez noč iz prekmurske gibanice skočili v gibanico po prekmursko in so zlorabili jasna pravila igre in povzročili na trgu nelojalno konkurenco. Dobro. Vi ste se zdaj malo vrnili k prejšnji teme. To samo za dodatek, da. Vabim k besedi predsednika odbora za okolje in urbanizem, prosim. Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Odbor za varstvo okolja je na svoji 31. seji bil seznanjen in pa razpravljal o predstavljenem pravilniku in sprejel naslednji sklep. Odbor za varstvo okolja in urbanizem se seznanil s pravilnikom o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka za nestanovanjske kmetijske stavbe v občini Ormož, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Ta sklep je bil soglasno sprejet. Hvala. Hvala lepa, odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Kolikor ne želi, zaključujem razpravo in dajem sklep zapisan na strani 23. Občinski svet Ormož sprejme predlog pravilnika o podrobnejših kriterijih in merili za olajšave plačila komunalnega prispevka za nestanovanjske kmetijske stavbe v občini Ormož v potrditev. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Prosim, če glasujete, kdo je za sklep.
kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 16 svetnic in svetnikov, nišče proti, tako da je sklep soglasno potrjen. Mi pa prehajamo na točko 8, to je sklep o podelitvi priznanj občine Ormož za leto 2018, pa vabim besedi predsednika FIA za gospoda Martina Hevara. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem. Komisija za volitve, mandatno vprašanje in volitve predlaga, da se priznanja občine Ormož za leto 2018 podelijo, in sicer zlata plaketa občine Ormož, Društvo pokojnice Miklavž pri Ormožu, srebrna plaketa občine Ormož, sekciji kmečkih žena Skoga in srebrna plaketa občine Ormož se podeli dr. Leonidi Novak. Hvala. Hvala lepa, odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Kolikor ne, jo zaključujem in dajem predloga, ki ga je pravkar obrazložil predsednik Komisije za volitve mandatna vprašanja na glasovanje. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Zdaj pa lahko glasujete. Kdo je za predlog? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 15 svetnic in svetnikov, nihče proti. Prehajamo na točko 9, to je kadrovska zadeva, soglasje k imenovanju direktorice zdravstvenega doma Ormož, pa še enkrat vabim predsednika FIA za besede. Še enkrat hvala za besedo. Občinskemu svetu se predlaga, da se poda soglasje k imenovanju Vlaste Zupanič Domanko za direktorico zdravstvenega doma Ormož. Hvala. Hvala lepa, odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Ne želi. Zaključujem razpravo. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za predlagane predlog. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 15 svetnic in svetnikov, nišče proti, tako da je predlog soglasno sprejet. Pod točko 10 pobude predlogi vprašanja svetnikov nimamo. Postavljanje vprašanj. Pod točko 11 odgovori na vprašanja svetnikov je tukaj za dodati. Kolikor ne, prehajamo pod točko razno. Jaz bi se vam, spoštovane svetnice in svetniki, rad zahvalil za vso 4-letno sodelovanje. Če je bilo kaj narobe, se opravičujem. Včasih sem slišal kritike, da kdo ni bil kaj upoštevan. Trudil sem se pač maksimalno po svojih močeh te seje voditi, vsakega slišate. Verjamem, da imamo različna stališča, ampak če bi naredili neko analizo, pregled, bi rekel, da smo veliko večino sklepov v tem občinskem svetu sprejeli soglasno. Kar pomeni, da so bila gradiva pripravljena tako, da so vsem odgovarjala.